dveh desetletjih zelo intenzivno razvijali znanje o tem, kako biti v procesih podpore in pomoči na način, da odpiramo prostor za sodelovanje, za soustvarjanje želenih sprememb. In lahko rečem, da je že to, na kakšen način smo to znanje razvijali, mogoče posebnost. Šlo je res za razvijanje znanja v sodelovalnih dialogih med profesorji, ki so razvijali to znanje na fakulteti, praktiki, ki so to znanje uporabljali in pa z ljudmi, ki so potrebovali podporo in pomoč zaradi različnih psihosocialnih problemov. In na podlagi tega smo razvili tako imenovan koncept delovnega odnosa soustvarjanja, o katerem bom danes govorila. Rekla sem, smo ga razvili, ampak še vedno ga razvijamo, ker je že v temelju tega koncepta to, da se znanje nenehno skupaj v dialogu razvija in razvijajo se novi pomeni, nova razumevanja in ta proces nenehno teče. Ko govorim o pomoči, izhajam iz koncepta pomoči, ki temelji na paradigmatski postavki, da udeleženi v problema, torej ljudje, ki pridejo k nam po pomoč, participirajo pri rešitvi in sicer na način, da bi iz tega sodelovanja odšli z več moči. In naša slovenska beseda pomoč nam to zelo lepo pokaže, ko jo razstavimo. Torej, naš cilj je, da vse človek, ko odide iz našega sodelovanja, odide z več moči za nadaljevanje. Ne govorim o moči nadvlade, o moči več virov, več moči za doseganje želenih sprememb. Koncept delovnega odnosa soustvarjanja je razvila avtorica Gabi Čečinović-Vugrinčič, ki je dejansko res se poskušala odzvati na potrebe socialnih delavk in socialnih delavcev v praksi, ki so nekako iskali odgovore, kako vzdržati v odnosu s človekom, ki potrebuje pomoč, kako vzdržati to negotovost neznanega, kako skupaj stopamo. In nekako zbrala skupaj veliko sestavljanko različne koncepte, ki pa zdaj predstavlja eno celoto. Lahko rečemo, da je to koncept delovnega odnosa soustvarjanja. Samo na kratko v temelju, zakaj gre. 7 elementov je tistih ključnih, na katere se opiramo, kadar izhajamo z tega koncepta. Že sam začetek, spravi vzpostavitev delovnega odnosa soustvarjanja temelji na odločitvi za sodelovanje. To se pravi, začnemo z dogovorom o sodelovanju. Mi povabimo človeka v sodelovalni dialog, pa pišemo, kaj je naša vloga, kako razumemo svojo vlogo, kako razumemo sogovornikovo vlogo in k čemu želimo priti. In tukaj gre tudi za to ritualno odpiranje prostora za odločitev za sodelovanje. Potem so ostali elementi, ki jih na tem mestu ne morem podrobneje predstaviti, ampak predvsem gre za to, da mi v dialogu ljudi, tako kot sem prej rekla, ki pridejo k nam z nekim problemom in so udeleženi v problemu, povabimo k temu, da obesedijo tudi, kam želijo priti, vendar se tudi tu ne ustavimo, ampak skupaj z njimi raziskujemo, na kakšen način lahko vsak od nas prispeva k temu. In vloga socialne delavke, socialnega delavca je ta, da je osebno udeležena v tem procesu. Na način, kaj je zdaj naša vloga? Ni naša vloga ta, da mi vemo, kaj je prava rešitev za človeka, zato nismo odgovorni smo pa za sam proces. Se pravi, kaj se med nami dogaja, kako bomo varovali prostor, da se bo slišal glas vsakega, da se bo ta glas tudi upošteval. Mi smo nekako odgovorni za varovanje prostora, da se soustvarijo rešitve, ki bodo koristne za vse. Se pravi, vse stranska koristnost. To ni nekaj samo po sebi dnevnega in k temu nekako v tem dialogu težimo. Zelo pomembno je to, da o čemer govori etika udeleženosti, je to, da vlogo
mogoče strokovnjaka, ki je včasih veljal za nekega objektivnega opazovalca, ki ve, kaj je prava rešitev, nadomesti dejansko nekdo, ki varuje prostor za to, da se lahko pogovor nadaljuje. Se pravi, nihče ne potrebuje zadnje besede, ampak potrebujemo dialog, ki se lahko nadaljuje in to se lahko zgodi samo tukaj in zdaj v sedanjosti, takrat, ki smo skupaj, v pogovoru, kajti, na primer, izkušnja spoštovanja, izkušnja dostojanstva se lahko zgodi samo v trenutku soprisotnosti. Pomembno je tudi, da smo v socialnem delu razvili koncepte na ta način, da jih lahko podelimo z ljudmi. Se pravi, jih lahko prevedemo v lokalni jezik, zato, ker če mi želimo z ljudmi soustvarjati, nas morajo ljudje razumeti, k čemu jih vabimo, kako delamo, samo tako se nam lahko pridružijo v tem skupnem procesu ustvarjanja nekih željenih sprememb. To je tako zelo kratek način povzeto bistvo tega, kaj se naj bi v teh procesih soustvarjalnih dogajalo. Spravi, ljudje, ki pridejo k nam, so strokovnjaki iz izkušenj. Oni so strokovnjaki za svoje življenja in vsak nosi zametke rešitev že v sebi. In v dialogu jih lahko raziščemo in na njih gradimo. Mi, socialni delavci oziroma ljudje, ki smo v tej vlogi pomagajočega, pa smo spoštljivi in odgovorni zavezniki ljudi. Kar pomeni, da je pomembna ta odnosna drža, kdo smo v odnosu s človekom. Spravi, da človek dobi izkušnjo, da smo na njegovi strani, da ga želimo podpreti, da želimo zares omogočiti dialog, v katerem se bodo rešitve soustvarile. In izvirni delovni projekt pomoči in podpore je pa tisti okvir, iz katerega izhajamo, se pravi, vsakdo, ki pride k nam, ali posameznik, družina, lahko tudi skupnost, je pomembno, da res skupaj razvijemo izvirne delovne projekte pomoči. Torej, nimamo vnaprej podanih odgovorov, modela, ljudje s temi problemi potrebujejo takšen projekt, drugi drugačnega, ampak ga vedno v dialogu z vsemi udeleženimi soustvarjamo. Zdaj tako, lahko bi rekla, da je strokovna javnost v socialnem delu koncept delovnega odnosa soustvarjanja sprejela, lahko rečem, za svojo privzeto teorijo. Na podlagi, da če vprašamo, kaj pa je ta specifično znanje, z katerega izhajamo, bodo lahko rekli, to je koncept delovnega odnosa soustvarjanja. Ampak izziv današnjega časa, ki ga jaz vidim, je pa, kako lahko ustvarimo okoliščine, da se bo pa dejansko ta ideja soustvarjanja začela udejanjati v praksi. Kajti, mogoče tule sem prej napisala pomen jezika socialnega dela sklicanja, pa sem pozabila reči, zelo pomembno je tudi, kakšen jezik uporabljamo, ko govorimo z ljudmi. In zakaj, tako pravim, pomembno je, kako se bo zdaj začelo to dejansko udejanjati v praksi, ker ko smo, na primer, v dialogu s socialnimi delavkami in pravijo, ja, delamo po konceptu delovnega odnosa, potem pa mogoče v drugi sapi rečejo, ko je stranka prišla k meni na obravnavo, so naredila to in to. In potem vidimo, da dejansko od tega, da mi zares sodelujemo z ljudmi in soustvarjamo, do tega, da tudi zares delamo, moramo narediti nekaj korakov. Ker če mi rečemo, da obravnavamo stranko, potem ne moremo biti z njimi v delovnem odnosu soustvarjanja. Se pravi, čas je, da naredimo korak od obravnavanja strank k sodelovanju z ljudmi. Dva projekta, velika akcijsko-raziskovalna projekta smo v preteklosti, eden še aktualni, vodili, kjer smo želeli res preizkusiti, kaj prinese takšen način sodelovanja z ljudmi v praksi, kaj lahko ljudje pridobijo, kaj lahko mi pridobimo. Po ta način smo tudi razvijali nova razumevanja. Eden od projektov je potekal v šolskem kontekstu, sodelovali smo z učenci z učnimi težavami, kjer smo jih želeli podpreti pri doseganju želenih sprememb. Delali smo na ta način, da je bil učenec aktivni sogovornik od začetka do konca sodelovanja. Tukaj je bil izziv to najprej sploh zagotoviti prostor, da je lahko zraven. Mogoče so na šoli najprej rekli, dobra ideja soustvarjanja, da
odrasli naredimo načrt in predstavimo otroku. Vendar, tukaj je delo potekalo tako, da so bili učenci vse zraven, starši, učitelji, svetovalna služba in moram reči, da smo 18 izvednih delovnih projektov smo imeli in lahko rečem, da smo bili zelo uspešni. Drugi projekt, po drobce bom še za zaključek povedala, drugi projekt aktualni je pa projekt, v katerem sodelujemo z družinami s številnimi izzivi. Vsem družinam je skupna izkušnja revščine in revščina je seveda potrebovala tudi k temu, da so se začeli kopičiti druge težave, od težav v duševnem zdravju, telesnem zdravju, stanovanjski problemi, težave otrok mogoče znotraj šolskega konteksta in tudi tukaj z družinami poskušamo v izvednih delovnih projektih pomočih podpreti, da nekako od nekih starih problemov lahko bi vstopili k neki novi prihodnosti. Samo dva poudarka, preden zaključim. V obeh projektih se je pokazalo to, da ljudje, ko izkusijo to, kaj pomeni soustvariti rešitve, vidijo, da se splača. Da se splača vzdržati, da se splača ustvarjati, ker na ta način lahko zares skupaj ustvarimo novo. Zanimivo je bilo tudi to razumevanje ene izmed šolskih svetovalnih delov, ki je na koncu projekta rekla še, da zdaj razumem, kaj soustvarjanje zares pomeni. Kot vidite, rekla, učenci so zreli za soustvarjanje, vendar pri realizaciji soustvarjanja potrebujejo našo podporo. Se pravi, pomembno je, da ne gre samo za to, da naredimo korak naprej tudi od tega, da mogoče dogovore še soustvarimo, potem pa sodelovanjem zaključimo. Ker je pomembno, da sodelujemo tudi potem na poti do doseganja željenih sprememb. In tukaj se mi zdi, da se dostikrat prehitro umaknemo. Zanimivo je tudi to, da včasih lahko tudi ljudem to povabilo v soustvarjanje tuje. Na enem izmed zaključnih intervjujev z družinami, s katerimi smo v preteklem študijskem letu sodelovali, je eden oče rekel, ko smo izpraševali, kaj je bilo drugače od izkušnje sodelovanja znotraj tega projekta v primerjavi z drugimi izkušnjami pomoči, ki ste jih imeli, pa so ljudje povedali, ampak pa drugim očem tudi eden izmed očetov rekel, tako tuje mi je bilo, jaz sem pričakoval, da mi boste vi povedali, kako naj rešim težave s svojim sinom. In je bilo potrebno res tudi ta izkušnja smiselnosti, da človek participira pri rešitvi. In vidite, tule je naprimer ena izjava, kaj je ena mamica, kako je obesedila to, kaj je bilo novega. Rekla je, zdaj je bilo drugače od obiskovanja otroške psihiatrine, da sva midve delali sami, da sva midve večino upravili. Otroška psihiatrina pa je govorila to in to naredite in pridite potem nazaj povedati, kaj je bilo. In tukaj so dejansko od naše družine obesedili to, kako so lahko drugače začele živeti spremembe, ker so dejansko bile ves čas udeležene pri ustvarjanju teh željenih sprememb. Samo za zaključek, kako lahko, kje vidim možnost tega udejanjanja koncepta soustvarjanja v praksi. Jaz verjamem, da je to možno. Predvsem je pomemben ta premik, kjer smo ujeti vsi, tako na mikromestu, kot makroravni, se mi zdi, da v Sloveniji prej sem poslušala, kako smo nezadovoljni z kakovostjo življenja. Premik od tega česa ni in kaj bi moralo biti k temu, kaj je in kaj bi lahko bilo. In jaz imam upanje, da je možnega veliko in takšna srečanja, kot je današnje, to upanje samo še krepijo. Hvala.